Pozdravljeni! Občina Ormož praznuje 5. občinski praznik. Številne prireditve bodo trajale vse do 20. junija. Prva prireditev je bila minulo sredo, ko so v Miklavžu pri Ormožu odprli dograjen in obnovljen vrtec ter prostore nove krajevne knjižnice. Oboje domačini štejejo za veliko pridobitev. Po otvoritveni slovesnosti, ki je potekala v šolski telovadnici, je nekaj metrov iz telovadnice do novega vrtca simbolično zapeljal vlak s otroki Miklavškega vrtca in strojevodjo županom občine Ormož. Večnožni vlak je pripeljal do zapornic, ki pa so predstavljale običajen prerez traku ob različnih otvoritvah. Zapornice sta simbolično dvignila Milica Šavora, direktorica knjižnice Franca Ksavra Meška Ormož, katere enota bo odslej delovala v Miklavžu pri Ormožu, in Vlado Hebar, ravnatelj osnovne šole in vrtca Miklavž pri Ormožu. Vsekakor v prvi vrsti nove prostore vrtca, to se pravi 3 igralnice, mini telovadnico, vse ostale spremljajoče prostore, obnovljeni 2 učilnici in v prostorih tega objekta je tudi lokalna knjižnica. Dolgoročno, če gledam, pa je tudi to ena velika pridobitev za kraj, pa tudi za učence, saj z knjigo, z branjem se nekje spreminja, bi rekel, odnos do znanja. Bo pa potrebno verjetno kar precej časa, da se to nekje tudi začne uporabljati v polni meri in bodo dolgoročno, kot pravim, tudi verjetno posledice vidne v sami šoli. Koliko otrok je trenutno v vrtcu? V vrtcu je trenutno nekaj čez 50 otrok. Imamo 3 oddelke, tudi za jesen so najavljeni 3 oddelki, je pa nekoliko slabši vpis, ampak kaj se tiče materialnih pogojev, so sedaj vsi pogoji izpolnjeni, tako da na drugi strani bodo pač krajani morali tudi videti, da so objekti dobri in da lahko otroci njihovi bivajo, se igrajo in varno počutijo v novih prostorih. To se pravi, da treba na tem nekaj narediti. Z novo gradnjo je samo vrtec pridobil 300 kvadratnih metrov dodatnih prostorov, kar pomeni veliko več prostora. Kot je povedal ravnatelj, ima vrtec sedaj 3 igralnice z izhodi na pokrite zunanje terase, vse potrebne spremljevalne prostore in skupni večnamenski prostor, ki pa ga bodo v primeru povečanega vpisa otrok lahko preuredili v dodatno igralnico. Skupaj z dograjenimi novimi prostori gre za 800 kvadratnih metrov notranjih in zunanjih površin. V preurejenem nadstropju stare vrtčevske zgradbe sta tudi 2 šolski učilnici. Tukaj pa je svoje prostore dobila tudi krajevna knjižnica, ki je že 4. organizacijska enota knjižnice Franca Ksavra Meška Ormož. Direktorica zadovoljstva ni skrivala. Ta krajevna knjižnica je za mene zdaj najlepša. Vse vemo, nove stvari so nam vedno najbolj všeč, tako tudi nove knjige, najprej posežemo po novih knjigah. Ja, razprostira se na približno 100 kvadratnih metrih, tako da imamo pa vse, kot v ostalih krajevnih knjižnicah, tiste knjige, kartonke za naše najmlajše bralce, ki jim prebirajo oziroma listajo z njimi še starši ali stari starši, pa potem res širok nabor slikanic s velikimi tiskanimi črkami, z malimi tiskanimi črkami. Potem imamo veliko teh knjig tudi, mi pravimo, starostna skupina med 9 in 13 letom, to so pionirji. In pa od 13. do 15. leta je kar precej dobro založena zbirka mladinske literature. Seveda pa v knjižnico vabimo predvsem odrasle krajane, za njih imamo širok nabor romanov, različnih zvrsti, tako ljubezenskih, torej zgodb iz vsakdanjega življenja, kriminalk, biografskih romanov, pa tudi vso poučno literaturo in pa strokovno literaturo, ki je sicer v manjšem obsegu. Knjig bo v tej krajevni knjižnici okrog 4500, torej čez poletje pride v krajevno knjižnico Miklavž pri Ormožu še nekje okrog 1200 knjig.
Ja, torej tudi CD-ji bodo, ne, in kasete oziroma DVD. Ja, knjižnice imamo tudi v svojih zbirkah neknjižno gradivo, to so predvsem glasbene zgoščenke, DVD-ji, risanke za otroke, tudi teh ne bo primanjkovalo, kolikor si bo nekdo kaj zaželel, pa ne bo tukaj v krajevni knjižnici, bomo z veseljem prinesli seveda iz Ormoža. Seveda pa knjižnica, kot smo vse knjižnice, v letu 2024 prostor srečevanja, prostor druženja, prostor ustvarjanja, prostor, kjer se delijo različna mišljenja, tudi kjer bomo imeli strokovna predavanja, se učili, se družili, se srečevali, diskutirali o tem in onem, tako da res želimo, da nekako krajevna knjižnica zaživi kot en lep prostor druženja, torej krajanov Miklavža pri Ormožu in vseh okoliških krajev, ki gravitirajo k Miklavžu. Vrednost investicije znaša nekaj čez 1 502 000 evrov. Rekonstrukcijo in prizidavo vrtca v Miklavžu pri Ormožu financira občina Ormož iz lanskega in iz proračuna v letošnjem letu. Razpisi za državna oziroma evropska sredstva za takšne namene bodo predvidoma šele leta 2025-26. Vsa sredstva so iz lastna, se pravi iz proračuna občina Ormož, tako da smo res bili pogumni, lansko leto pričeli, letošnje leto zaključili s to investicijo, se pravi s krajevno knjižnico in pa z vrtcem, kar je bilo seveda nujno potrebno. Moramo povedati, da pogoji več niso zadostovali, samemu vrtcu, kvadratura, površina samih igralnic je bila absolutno premala in morali smo v to zagristi in z velikim veseljem, z velikim ponosom sedaj gledamo, da nam je investicija uspelo zapeljati in da so tudi otroci, starši zadovoljni. Kar se tiče torej te same investicije, je seveda bila kar visoka, ne? Zanima pa me, je še kakšen vrtec, je še kakšna potreba, kje se kaže? Moram reči, da smo, kar se tiče vrtcev, to je zdaj v tem zadnjem obdobju že tretji vrtec otvoritev, tako da so vrtce urejene. Zdaj, če se bo kje zgodilo kakšna, vesela novica, da bo vrtec premali, bomo kakšen oddelek sigurno dogradili. Drugače pa ja, kar se tiče tudi osnovnih šol, vse imamo sedaj urejeno, edino ena osnovna šola se nas čaka, to je Velika nedelja, drugače pa jaz sem prepričan oziroma, da so odlični pogoji naše občine, kar se tiče predšolske vzgoje. Zgradba vrtca in krajevne knjižnice je tako v ponos krajevni skupnosti Miklavž pri Ormožu. Gotovo pa vsebina, ki ponuja dobro počutje malčkom in njihovim vzgojiteljem. Da ne govorimo o knjižnici, ki bo razen svojega osnovnega namena služila tudi kulturnim dogodkom in druženju. Zaenkrat bo odprta ob torkih od 12. do 17. ure. Z novostjo pa se lahko pohvali tudi prostovoljno gasilsko društvo Ormož. Minuli teden so v svoje garaže pripeljali novo tehnično reševalno vozilo HTRV, ki je zamenjalo 17 let staro vozilo, ki so ga uporabljali do sedaj. Novo vozilo je vrhunsko opremljeno in bo veliko pomoč gasilcem v prostovoljnem gasilskem društvu Ormož in vsem ostalim društvom v Gasilski zvezi Ormož. Razen gasilcev in zainteresirane javnosti je novo vozilo pričakal tudi župan Danijel Vrbnjak, ki je ormoškim gasilcem čestital ob novi pridobitvi, ter jim zaželel uspešno uporabo v situacijah, ki bodo zahtevale tehnično brezhibno posredovanje.
Gre za vozilo z bogato opremo, ki služi za reševanje pri prometnih nesrečah, za odpiranje stanovanj in vozil, za intervencije pri naravnih nesrečah, za reševanje z višin in globin, ter opremo za reševanje na vodi in opremo za prve posredovalce. Iz vozila se upravlja tudi brezpilotni letalnik s termovizijsko kamero. Prav tako pa je v vozilu oprema za poveljevanje večjim intervencijam, kar pomeni, da je vozilo opremljeno z radijskimi oddajniki in sprejemniki. Vozilo šteje za edino in je namenjeno za pomoč vsem gasilskim društvom v Gasilski zvezi Ormož, po pogodbi z državo pa tudi gasilskim zvezam v občinah Središče ob Dravi in Sveti Tomaž. Vozilo je stalo 175 000 evrov, od tega je 60 000 stala samo oprema. 32 400 evrov je za nabavo prispevala občina Ormož, nekaj uprava za zaščito in reševanje, ostalo so gasilci zbrali sami in vzeli nekaj kredita. Prvo intervencijo z novim vozilom so izvedli že po 48 urah, kar so vozilo pripeljali. V Ivanjkovcih letos praznujejo 50 let vrtca. Osrednja prireditev je potekala minuli petek v telovadnici tamkajšnje osnovne šole, ko so se spomnili začetkov organiziranega varstva otrok, ki sega v leto 1974 na Svetinje. Tako kot je v Ivanjkovcih običajno, so slovesnosti ob 50. obletnici vrtca prisostvovali številni krajani, med katerimi so bili nekdanji in sedanji zaposleni v vrtcu, ter gostje, med katerimi sta bila podžupan občine Ormož Zlatan Fafolič in doktorica Milena Kernl, predstojnica Zavoda za šolstvo območne enote Maribor. S organiziranim varstvom otrok so v krajevni skupnosti Ivanjkovci začeli leta 1974, ko je v šolski stavbi na Svetinjah bila ustanovljena enota vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Ormož, je v svojem govoru povedala današnja ravnateljica osnovne šole Ivanjkovci Nada Pignar. Leta 1990, ko se osnovna šola Svetin preselila v novo zgradbo v Ivanjkovsko dolino, se je v dolino preselil tudi vrtec, ki vse od leta 2012 tudi deluje v sklopu osnovne šole Ivanjkovci. Zaradi utesnjenosti so prostore vrtca v letih 2018-2019 razširili in danes vrtec deluje v 4 oddelkih, ki jih skupaj obiskuje 51 otrok, je še dodala Nada Pignar. Seveda iz vzgojnega vidika torej delamo po priporočilih Zavoda Republike Slovenije za šolstvo oziroma osnovnega dokumenta Kurikulum za vrtce, ki je bil prvič spisan leta 1991 in številnih obdobjih posodobljen. Zopet je tik pred posodobitvijo in danes strokovne delavke v vrtcu razvijajo 6 temeljnih področij pri delu in vzgoji otrok. To pa seveda ni vse. Vrtec Ivanjkovci poskuša spisati za svojimi otroki in strokovnimi delavkami vrtca svojo zgodbo. Svojo zgodbo poskušamo plesti na način tega, da smo združeni z šolo in seveda z obogatitvenimi dejavnostmi. Nenazadnje, torej otroci najstarejše skupine vrtcev Ivanjkovci kulturni abonma že nekaj let obiskujejo v kulturnem gledališču v Mariboru. Prav tako je najstarejša skupina otrok vrtca Ivanjkovci deležna poučevanja tujega jezika torej konstantno pri vseh otrocih in seveda pri tem starši finančnih posledic nikoli ne trpijo. Seveda še moramo našteti vse različne umetnostne vsebine, naravovarstvene vsebine, okoljevarstvene vsebine in še veliko več, kar krasi pravzaprav delo v vrtcu Ivanjkovci. Zagotovo pa se z smelimi koranki vrtec Ivanjkovci z svojimi otroci in seveda z zaposlenimi ozira naprej.
Naprej v smislu, da bi radi vplivali na številne gibalne aktivnosti mladih otrok, ki bo prerasli starejše generacije, tako že naslednjo leto pričakujemo, da bomo lahko ponudili jih s klasično gibalno aktivnost v temu ustreznih prostorih oziroma v razširjeni telovadnici. Zraven tega seveda veliko pozornosti nekako namenjamo kakovosti in kvaliteti dela v vrtcu Ivankovci. Temu ustrezno smo vključeni v razvojno nalogo, ki pod strokovnim vodstvom Zavoda Republike Slovenije za šolstvo. Seveda je še veliko več, pa vendar spoštovani. Dovolite, da preden pravzaprav zaključim, da se zahvalim vsem nekdanjim zaposlenim vrtcem Ivankovci, vsem sedanjim zaposlenim in seveda vsem staršem in vsem strokovnim in lokalnim institucijam, ki nas podpirajo, da danes lahko delujemo tako, da imamo občutek, da razvijamo pri otrocih vse, kar je možno. In seveda upamo in želimo, da bomo tudi v bodoče delali smele poteze v razvoju najmlajših otrok krajevne skupnosti Ivankovci. Hvala. Potem je zbrane pozdravil in vrtcu oziroma osnovni šoli čestital ob jubileju podžupan občine Ormož Zlatan Fafolič, ki je jubilantom izročil tudi občinsko jubilejno priznanje. O odličnem sodelovanju z vrtcem Ivankovci je spregovorila tudi doktorica Milena Kernl, predstojnica Zavoda za šolstvo območne enote Maribor. Otroci iz vrtca in osnovnošolci pa so v nadaljevanju prisotne razveselili z vedrim kulturnim programom. Osnovna šola Ivankovci je v 50. obletnici domačega vrtca razpisala tudi likovni natečaj z naslovom Jaz in moj vrtec, na temo Vrtec ima rojstni dan. Na natečaj je prišlo 118 likovnih del iz vrtcev v občinah Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž. Dela so razdelili v dve kategoriji. Najboljše 3 risbe v vsaki kategoriji so na koncu slovesnosti tudi nagradili. Vsa likovna dela prispela na natečaj ter fotografije, nastale skozi 50 let vrtca v Ivankovcih, si je bilo možno ogledati na priložnostni razstavi. Si predstavljate sončen dan pod humom v družbi vrste konjev, njihovih lastnikov in spremljevalcev ter prijetno vzdušje na kmetiji Danila Ivanuše, predsednika društva Kočijaš Loperšice. Šlo je namreč še za eno srečanje ljubiteljev konj, ki jih društvo redno prireja na različnih lokacijah v okolici. Društvo Kočijaš Loperšice je prvo soboto v juniju na Humu na kmetiji svojega predsednika Danila Ivanuše pripravilo eno izmed številnih srečanj ljubiteljev konj. Zbralo se je 20 konjev in toliko njihovih lastnikov ter vrsta spremljevalcev ter ljubiteljev, ki so se po obilnem zajtrku odpravili na skupno ježo proti Dravi. Nekaj je bilo jezdecev in 5 vedno atraktivnih kočij. Ja, ker mi imamo to še hrvatske prijatelje, so prišli od Čakovca, 2 družine pa kočija, s konje, pa mi se družimo, moramo enkrat priti skupaj pa se družiti, ker leto je dolgo, te pa morajo ljudje malo se spoznati bolj, da smo tudi na enem mestu. Kako pa je na vaši kmetiji situacija, koliko konjev imate še vedno? Mi še imamo vedno 4 konje, vsi 4 vozijo, pa 2 kočiji imamo, ena je od društva, ena pa je naša. In se tudi vi odpravljate na takšna srečanja drugod? Mi gremo vse posod na Hrvatsko,
Tu zdaj imamo že vabilo za Markovce, bodo starodobniki 15. junija, gremo gor, v Zelen dvor gremo, tam so igre, 20. 22. V Čakovec smo šli, če nas povabili, ne. To še zdaj ne vemo, ni še določeno. Koliko članov je trenutno v vašem društvu Kočijaš? V našem društvu Kočijaš je zdaj 28 članov, nekaj podpornih članov, nekaj vsi pridejo pa nam malo pomagajo, pa eni so prav člani, eni so podporni člani, tak. Vi ste še vedno predsednik, ne? Ja, neće nišče prevzeti od mene. Samo vsi pravijo, ti imaš čas, ti to delaj. Danilo Ivanoši tako še vedno srce bije za konje. Kljub temu, da mu bolezen ne dopušča aktivnosti okrog konjev, jih še vedno rad vidi v čim večjem številu na svojem dvorišču. Danilo Ivanoša je predsednik društva Kočijaš že vse od ustanovitve. Ljubezen do konjev goji že vse od svojih rosnih let in kot je povedal, je to ljubezen prenesel tudi na sina. Konji Danila Ivanoše so v teku let bili povsod, kjer so si zaželeli konjev in predvsem prevozov s kočijami. Naj so to bile svečane promenade ali obujanje spominov na prevoze s kočijami nekoč. Na srečanju je bil tudi župan občine Ormož Danijel Vrhnjak. S soprogo sta se v kočiji z veseljem zapeljala po okolici. Ja, seveda smo se z veseljem odzvali na samo povabilo, trudijo se, konec koncev tudi promovirajo naš kraj, vidi se, da pridajo iz vse strani, bi rekel, za svojimi konji in nekako predstavljajo destinacijo, društvo in seveda veliko veselje tudi z obiskom tudi čim bolj tudi podparamo. No, verjetno ste tukaj kot moralna podpora, kot spodbuda, pravzaprav sodelovanje na tak način vaše, ne kot župana, je kar dobrodošlo, verjetno tudi spodbuda torej ljudem, da se še bolj povezujejo in družijo. Ja, sigurno, ne, tako sem povedal, vedno je lepo videti, ko se ljudje trudijo, seveda jim je potrebno dati spodbudo, da to nadaljujemo, da tudi konec koncev tudi naši otroci vidijo, na kakšen način se to udejstvuje, tako da nam je res z velikim veseljem, pa če čas seveda znese, se absolutno udeležimo tega. Se morda na kakšen način tovrstni turizem s konji tudi vključuje v destinacijo Jeruzalem? Ja, to bi sigurno bilo priporočljivo, da bi se bolj, bi rekel, ne, ampak je pa tudi, ne, seveda, če tudi druge destinacije pogledamo, je to, bi rekel, ena izmed pomembnih atrakcij. Konec koncev tudi pri nas v naši občini imamo ljudi, ki se s tem ukvarjajo, tudi prenašajo znanje na najmlajše, na otroke, tudi organizirajo razne tečaje in to je tisti sklop dejavnosti, ki absolutno spada v našo destinacijo. Naša prelepa narava, ljudje, kulinarika, vse ostalo z takšnimi doživetji sigurno se vpada v našo destinacijo in to je potrebno podpirati in to udejstvovati. Kmalu po zajtrku se je konjenica odpravila na pot. Sončen dan je že od jutra dal slutiti, da bo srečanje prijetno in da dobre volje ne bo manjkalo. Minuli teden je v Beli dvorani grajske pristave v Ormožu potekalo odprtje razstave del nastalih na 3. mednarodni likovni koloniji, ki je 18. maja pod naslovom Skrivnostni svet umetnikov potekala ob ribniku v Ormožu. Razstava na ogled prinaša 71 umetniških del.
Na otvoritvi razstave se je zbralo kar nekaj sodelujočih umetnikov ter zainteresirana javnost, ki so si lahko ogledali čez 70 umetniških del, nastalih na 3. mednarodni likovni koloniji, ki je v organizaciji Likovno-umetniškega društva Likodo potekala 3. soboto v maju ob idiličnem ormoškem ribniku. Umetniki so ustvarjali na temo Skrivnostni svet umetnikov, ki je bila dovolj splošna za tako številčna umetniška dela. Na koloniji je sodelovalo 54 umetnikov iz 5 evropskih držav. In sicer 25 Slovencev, 22 jih je bilo iz Hrvaške, 4 iz Madžarske, 2 iz Srbije in 1 slikarka iz Avstrije. Fotografiranje dogodka je prevzel fotograf Ciril Ambrož, ki je sicer član društva Likodo in hkrati mentor fotografov. Mentorstvo slikarjem je tokrat prevzel slikar Vojko Kumer. Prijetnemu in sproščenemu vzdušju so prispevali številni obiskovalci, ki so lahko spremljali ustvarjanje umetnikov in z njimi poklepetali. Največ pozornosti so pritegnile dame v zgodovinskih oblekah oziroma dame v povestni halinama iz Združenja Varaždinske građanske garde. Med ustvarjanjem in izmenjavi izkušenj so se utrjevala obstoječa in sklepala nova prijateljstva. Nastalo in zbralo se je 71 del, od tega 58 slikarskih, 11 fotografij in 2 kipa. Med njimi so tudi dela, ki so bila dostavljena naknadno. Največ likovnih del je bilo naslikanih z akrilom, sledijo oljne in nato akvarelne barve. Imeli smo možnost opazovati manj znano tehniko pirografijo oziroma žganje v les. Na ogled so bile postavljene tudi zanimive likovne instalacije, ki so danes tudi v preddverju. Potem je zbrane pozdravil tudi podžupan občine Ormož Zlatan Fafolič, ki je tudi odprl razstavo. Kot gost pa je zbrane pozdravil še akademski likovni umetnik, steklar, keramik in kipar Toplica Ignjatovič, eden plodnejših in zelo znanih umetnikov na tleh bivše skupne države Jugoslavije. Razstavo je postavila Nevenka Korpič iz ormoške enote Pokrajinskega muzeja Ptuj-Ormož in bo v galeriji Grajske pristave v Ormožu na ogled do 10. septembra letos. V organizaciji Javnega sklada za kulturne dejavnosti območna izpostava Ormož je pred kratkim potekala območna revija odraslih pevskih zborov in malih vokalnih skupin, ki jo naslavljajo Kdor poje. Sodelovalo je 7 zborov, ki jim je prisluhnil strokovni spremljevalec Aleš Marčič. Najprej je zapel ženski pevski zbor Gasilske zveze Ormož, ki ga vodi zborovodkinja Lucija Pocrnja. S klavirjem jih je spremljala Darja Žganec Horvat. Sledil je nastop moškega pevskega zbora Dobrava, ki deluje znotraj Športno-kulturnega društva Dobrava. Zbor vodi David Stanič. Sodeloval je tudi pevski zbor Društva upokojencev Sveti Tomaž. Zbor vodi zborovodkinja Darja Žganec Horvat. Tudi v središču ob Dravi deluje pevski zbor tamkajšnjega društva upokojencev. Zbor vodi Lucija Pocrnja. Pod vodstvom Zlatke Puklavec-Banjanin še vedno deluje zbor pevskega društva Okarina, ki se je predstavil naslednji. Nato se je predstavila vokalna skupina Tisa iz kulturnega društva Simon Gregorčič Velika nedelja. Zbor vodi Domen Obilčnik. Za konec pa je nastopila še ženska vokalna skupina Jua iz središča ob Dravi. Zbor vodi Lucija Pocrnja.
Zborom in vokalnim skupinam je prisluhnil strokovni spremljevalec Aleš Marčič, ki je kot štipendist Ministrstva za kulturo Republike Slovenije zaključil magisterij solopetja na Univerzi v Gradcu. Takoj po nastopih vseh sodelujočih je povedal. Predvsem bi se ustavil pri tem, da sem zelo vesel, da dejansko pokoronsko zbori okrevajo. Dejansko smo zdaj v 3. letu, ko dejansko so ti premiki nazaj prisotni in me res veseli, da se stanje nasplošno izboljšuje, ne samo na tem področju, torej območju, ampak tudi na ostalih, kjer sem spremljal te zborovske revije. Pohvalno imate zelo pester nabor pevskih skupin, zelo dobro zastopane, torej in ženske in mešani, seveda pri moških tudi, ampak razmerje je pa vedno specifika vsakega lokalnega okolja, tako da sem prepričan, da s to energijo in s temi zagnanimi zborovodji zagotovo ta okoliš ima velik potencial. Po mojem mnenju smo slišali nekaj dejansko zelo dobro dodelanih pesmi, več glasje in vse to, kako je bilo vam všeč? Ja, seveda, vedno poslušalci lovimo tisto kompaktnost vsega, se pravi, vse se mora nekako poklopiti, torej intonacija mora štimati, potem dejansko torej dinamična uravnoteženost posameznih glasov, torej vse ti faktorji dejansko vplivajo na to, da pevci na odru v poslušalcu pustijo neke pozitivne občutke in tega je danes tudi bilo na odru, tako da sem vesel, da imate, kot sem že omenil, da imate ves potencial, ki ga sicer potrebujete za razvoj. No, verjamem, da seveda vi kot strokovni, kot usposobljen, strokovni spremljevalec drugače poslušate. Kaj pa pravzaprav ocenjujete, recimo, na kaj ste najbolj pozorni? Ja, zagotovo je prva intonacija, zdaj, če govorimo, namreč glede na to, da moram zbore razvrstiti na 3 nivoje, se pravi območni, regijski pa državni, je seveda intonacija v zboru zelo pomembna. To se pravi odmiki v enem glasu ali pa tudi v večkratnih odmikih, to zagotovo moti tudi laičnega poslušalca. Potem seveda upoštevanje notnega zapisa, potem samo fraziranje, se pravi ločevanje, torej sledenje besedilu, to se pravi težke in lahke dobe, da so nekako prepoznavne v samem izvajanju, potem pa seveda izraz na odru, da začutiš energijo, nekako to so tiste ključne stvari, ki jih opazujem in vesel sem pravzaprav, da tudi če gre za ljudsko izvajanje, da so torej, da pevci tisti nekako, da jih začutiš, kljub temu, da nimajo popolnega pevskega nastavka, da imajo ljudski pevski nastavek, je zame tudi zelo prepričljivo in se mi zdi fajn, da to zborovodje seveda prepoznajo in jih v tej smeri usmerjajo. Za razliko od potem mogoče malo bolj sofisticiranih glasov, če tako rečem, kjer pa dejansko se pozna seveda ta vertikalni nastavek, ki omogoča neprimerno večjo zlitost v ansamblu in to seveda se pri boljših zborih tudi odraža. Bi morda katero vokalno skupino današnjo oziroma zbor izpostavili po kvaliteti ali še? No, zagotovo lahko izpostavim Okarino, ti so tudi že lani se predstavili na visokem nivoju in tega utrjujejo tudi naprej. Seveda tudi poleg vseh ostalih. Območna revija odraslih pevskih zborov in malih vokalnih skupin je bila tudi zadnja v letošnji sezoni območnih srečanj. Na Javnem skladu Republike Slovenije za kulturne dejavnosti na območni izpostavi Ormož smo z letošnjimi območnimi srečanji zelo zadovoljni.
Ne pozna se več tisti pokoronski čas, skupine so nazaj. Kakšno še mogoče pogrešamo, se pa najde tudi kakšna, ki nas je razveselila in je letos po nekaj letih potem tudi spet obiskala našo revijo oziroma srečanje. Naslednja večja aktivnost območne izpostave Javnega sklada za kulturne dejavnosti Ormož bo najbrž tradicionalna likovna kolonija na Maleku, pa vrsta dogodkov vse tja do konca leta. Pred športno novico pa še opravičilo, ki smo ga dolžni turistično-kulturnemu društvu Miklavž pri Ormožu. Namreč 200 evrov, ki so jih miklavški šolarji v Ormožu izročili deželaku junaku, je bil del sredstev, ki jih je društvo zbralo na koncertu miklavškega okteta Lepo je blu. In ne, da je sredstva zbrala krajevna skupnost, kot smo pomotoma povedali v prispevku minuli teden. Turistično-kulturnemu društvu Miklavž pri Ormožu se iskreno opravičujemo. Sedaj pa med športnike. Za mladimi rokometaši gimnazije Ormož, osnovne šole Ormož in rokometnega kluba Jeruzalem Ormož je odlična sezona. Srednješolci so osvojili bron v državi, osnovnošolci iz Ormoža so postali državni prvaki, starejši dečki Jeruzalema so se na zaključnem turnirju najboljše četverice zasedli 4. mesto v državi. Na račun lepih rezultatov so si mladi nadobudni športniki prislužili 3-dnevni aktivni športni vikend. Igralska zasedba se s svojimi spremljevalci je na poti iz Ormoža proti Kobaridu krenila že ob 7. uri zjutraj. Po dolgi vožnji se je prilegel postanek pri reki Nadiži, katere je temperatura vode znašala dobrih 14 stopinj Celzija. Najpogumnejši so se tudi okopali v eni izmed najčistejših in najtoplejših alpskih rek. V poletnem času se temperatura vode dvigne tudi do 20 stopinj Celzija. Po več kot prijetni osvežitvi na reki Nadiži se je druščina športnikov podala proti Kobaridu, ki se lahko pohvali s številnimi naravnimi znamenitosti. Eden izmed teh je slap Kozjak, ki je s svojimi 15 metri pravi naravni biser in je najvišji slap, ki se izliva v reko Sočo. Pot do slapa Kozjak nas je vodila preko Napoleonovega mosta, čez katerega je Napoleonova vojska v 18. stoletju prodirala iz Benečije proti Koroški. Današnji most je bil zgrajen po Prvi svetovni vojni na ostalinah prvotnega mostu. Poleg slapa Kozjaka in reke Soče ne moremo mimo Munkovčnega Krna, ki z 2245 metrov nadmorske višine ponuja krasen razgled na dolino in sosednja gorovja. Pod Krnom v vasi Vrsno se nahaja rojstna hiša pesnika Simona Gregorčiča, ki je najraje opeval lepote bližnjih gora in planin ter reko Sočo. Leta 1879 je napisal tudi pesem Soči. Krasna si bistra hči planin, brdka v prirodni si lepoti, ko ti prozorni globočin nevihte temne srd ne moti. Krasna si hči planin. Je uvod v to eno najlepših Gregorčičevih pesnitev. Iz Kobarida nas je pot vodila proti začasnemu domu našega 3-dnevnega popotovanja. Na 1045 metrih nadmorske višine smo se nastanili v centru šolskih in obšolskih dejavnosti Kavka, natančneje na Livških ravnah. Livške ravne nad Kobaridom nosijo ime po večji vasici Livek, ker ne bi bilo nekoč tudi jezero. Naš začasni dom je nudil pogled na bližnjo Italijo in Udine, oziroma Videm ter Patsko nižino. Utrujeni po napornem dnevu in še napornejšem, ki prihaja, smo se hitro razdelili po sobah in krenili k nočnemu počitku. Zbudili smo se v krasen dan, ki je bil namenjen celodnevnemu potepanju z ekolesi. Natanko 33 kolesarjev se je ob 9. uri pognalo na 9 km dolg spust proti Kobaridu. Uživanje v spustu je bilo zagotovo obenem najkrajši in najlepši del dneva.
Po prihodu v Kobarid smo se podali k ogledu italijanske kostnice, ki obkroža cerkvico svetega Antona. Gre za grenak spomin na grozote vojn v Soški dolini. To je edina kostnica padlih italijanskih vojakov v Sloveniji, katero je leta 1938 odprl Benito Mussolini. Do italijanske kostnice, ki je zgrajena na gradiču nad Kobaridom ob cerkvi svetega Antona, vodi cesta, ob kateri so postavljene postaje križevega pota. Cerkev je bila postavljena v 17. stoletju pred postavitvijo kostnice. V kostnico so bili preneseni posmrtni ostanki 7014 znanih in neznanih padlih italijanskih vojakov, ki so se v prvi svetovni vojni borili v dolini Soče. Dan smo nadaljevali na ekolesih in ob kopanju na reki Nadiži. Za zaključek dneva nas je čakal 9 km dolg in 12 do 14 stopinj strmi vzpon na 1045 metrov nadmorske višine. Baterije na ekolesih so bile vse bolj prazne, roke in noge utrujene. Misli so začele uhajati sem ter tja, sledil je tisti najhujši boj, ko si sam sebi največji sovražnik. Vendar je celotna ekipa še enkrat več dokazala, da v športu ni prostora za predajo in iz sebe stisnila še zadnje atome svojih moči ter varno prispela v zavetje novega doma. Bolj utrujeni kot dan prej smo se še hitreje podali pod tuš in v varno zavetišče svojih postelj. Tretji dan smo pričeli v najvišji prestavi in v pričakovanju raftinga na reki Soči. Uživali in nasmejali smo se že med samim preoblačenjem v opremo potrebno za rafting. S 4 čolni smo se podali k reki Soči. Gostitelji so nas seznanili s pravili za rafting in opozorili, da reka Soča ni prijazna do tistih, ki jo podcenjujejo oziroma se precenjujejo. Na vodi smo preživeli na spodnjem, varnejšem delu reke Soče, na odseku med Kobaridom in Volarjami. Gre za dokaj miren del reke brez brzic. Naši gostitelji so v hecu poskrbeli, da se je skoraj vsak udeleženec okopal v Soči, ki je na nedeljski dopoldan merila 9 stopinj Celzija. Celotna družba je neizmerno uživala na reki, kjer je prebila dobri 2 uri. Po koncu raftinga je sledila pot proti domu. V nedeljo zgodaj zvečer smo prispeli v Ormož ter uspešno zaključili našo 3-dnevno avanturo. Avanturo, ki dolgo časa ne bo zbledela iz naših spominov. Tistih lepših delov spominov. Ob tej priložnosti še enkrat vsem 3 ekipam čestitke na vrhunsko odigrani sezoni, okronani z 2 medaljama, zlatom in bronom. Naj se tudi v prihodnosti ponovi tako uspešna sezona, kot je bila letošnja. Toliko za danes. Dogajanj ne bo zmanjkalo, tako da vas v našo družbo vabimo tudi prihodnji teden. Z upanjem, da se že veselite poletnih dni in predvsem počitnic, vas lepo pozdravljamo. In srečno!